Današnja konferenca govori o mikro, malih in srednjih podjetjih, o možnostih njihovega razvoja in o možnostih preživetja v času omejitev ali celo prepovedi njihovega poslovanja. Saj v podjetništvu cenimo napore vlade, da omeji epidemijo in vzpostavi stanje, ko bomo spet lahko poslovali brez omejitev. Toda podjetnik mora razmišljati vnaprej in razmišljamo vnaprej. Za nas mora biti trenutna kriza preteklost, to je pač danost, ki se je zgodila. Razmišljajmo o času vzpostavitve običajnega, čeprav ne takega, kot je bilo, ampak verjetno spremenjenega načina poslovanja. Zavedati se moramo, da je v malih podjetjih zaposlena skoraj polovica vseh zaposlenih v Sloveniji, dodana vrednost dosežena v malih in srednjih podjetjih dokaj dobro presega 40% dodane vrednosti v Sloveniji. In pa zanimivo, da se tudi na področju malih in srednjih podjetij obseg izvoza močno povečuje. Računajmo na jesen, ki bo drugačna. Verjetno se bomo vrnili v običajne okvire poslovanja, vendar na drug način. Zavedati se moramo, da jeseni se bo začelo izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki bo izdatno podprt z evropskimi sredstvi. Toda kako bodo ta sredstva usmerjena? Kaj bomo mali, srednji podjetniki od tega imeli? Kaj to pomeni za razvoj naših podjetij? Kaj to pomeni za zaposlovanje? Kaj to pomeni za zaposlene v malih in srednjih podjetjih? Tukaj seveda ostaja še kup odprtih vprašanj in predvsem priložnosti. Zato mala in srednja podjetja pri nadaljnjem razvoju, pri oživljanju, potrebujemo izjemno podporo Ministrstva za gospodarstvo in tudi Ministrstva za delo. Pri promociji malih in srednjih podjetij se pa precej računamo tudi nekako na podporo Gospodarske zbornice Slovenije s svojim vplivom. Računamo na to, da bo zbornica pomagala, sodelovala pri ohranjanju malih in srednjih podjetij. Zelo aktualno je vprašanje vračila prejetih pomoči za podjetja v posebnih okoliščinah, v katerih smo se znašli že v lanskem letu. Vemo, da grozi seveda in da verjetno bo nekaj vračil potrebnih, ampak mi smo prav danes na vlado oziroma ministra za gospodarstvo naslovili predlog oprostitve vračila prejetih pomoči. Pozivamo, da takšnim podjetjem, ki so se znašla v nekih robnih, mejnih situacijah, ko jim pravzaprav rezultat iz leta 2019 pokvari to dejansko stanje ali pa sliko pokaže drugače, kot je v realnosti bilo, in predlagamo, da omogočijo individualno obravnavo, pregled argumentov za uveljavljanje izjem za oprostitev prejetih pomoči, torej pri katerih je bil pogoj padec prihodkov. Namen Evropskega načrta za okrevanje je zlasti, da vse te izzive, s katerimi se soočamo, spremenimo v priložnosti za postavitev temeljev in sodobno trajnostno Evropo oziroma okrevanje, ki ga usmerjata predvsem zeleni in digitalni prehod. In to okrevanje, to je dejstvo, ne more potekati brez malih in srednje velikih podjetij. Uspešno bomo premagali to krizo le, to je tudi dejstvo, ponovno poudarjam, če bodo mala in srednje velika podjetja dejansko v središču tega okrevanja. Že v okviru 7. protikoronskega paketa sta bila predlagana ukrepa za izboljšanje likvidnosti slovenskega gospodarstva, ki jo bomo izvajali preko Slovenskega podjetniškega sklada v tem mesecu. To sta brezobrestni krediti za podjetja z moratorijem na odplačilo kreditov v višini 87 milijonov evrov in garancije za bančne kredite, subvencije obrestne mere v vrednosti 100 milijonov evrov garancij. Ključne aktivnosti vezane na zagon gospodarstva pa so predvidene v okviru nepovratnih in povratnih sredstev in sicer iz naslova REACT-EU, s katerimi bomo sofinancirali digitalno transformacijo, mala in srednja podjetja, raziskovalce v podjetjih in mala in srednja podjetja s tako imenovanimi vavčerji. Načrta za obnovo in odpornost, kjer bomo gospodarstvo podprli na področju raziskav, razvoja in inovacij, krožnega gospodarstva, energetske učinkovitosti, digitalne transformacije industrije, podpornega okolja z investicijami in izgradnjo inovativnih ekonomsko-poslovnih con ter turizma v obliki investicij, javne infrastrukture in podobno. Sklada za pravičen prehod
in večletnega finančnega okvira za programsko obdobje 2021-2027. Na osnovi vsega tega lahko pravzaprav ugotovimo, da se je gospodarstvo uspešno prilagodilo situaciji. Nedvomno lahko predvidevamo, da je pokoristilo vse likvidnostne rezerve, ki jih je imelo v preteklih letih. Ne smemo namreč pozabiti, da sta bili leta 2018 in 2019 izjemno uspešni leti. Po drugi strani, da so izkoristili tudi vse podpore, ki jih je ponujala država, da se pravzaprav so svoje poslovanje uspešno digitalizirali in usmerili v nove vode, vendar pa zaskrbljuje podatek, da pravzaprav se je delež investicij zmanjšal. Napredek je namreč možen le z vlaganjem v razvoj, v investicije, in ravno v tem delu pravzaprav tudi ti podatki potrjujejo, da bo potrebno tudi precej ukrepov na tem področju, da bomo lahko dosegli takšno dodano vrednost, kot smo si jo v strateškem načrtu zastavili. Gospodarska zbornica, podjetniška trgovska zbornica podeljuje priznanje Pomladni veter za vidni prispevek pri širjenju in spodbujanju podjetniškega duha, promocije dobrih praks in pa družbene odgovornosti. Tokrat je komisija izmed izbranih prijav priznanje Pomladni veter podelila podjetju KZ Metlika in direktorici Tatjani Mališič. Moram reči, da danes je za nas res en poseben dan, en poseben dogodek. En največjih oskrbovalcev gostinstva v celotni državi in pa seveda kot lokalna KZ Metlika je bila ustanovljena že leta 1945 kot nabavno-prodajna zadruga na območju Bele krajine. Skozi ves svoj proces razvoja podjetja se je morala večkrat prilagajati in tako se je prilagodila tudi, bom rekel, razmeram v okviru COVID-19 in pa, kar je najbolj pomembno, da so v času, ko so, bom rekel, tudi sami bili v največji krizi, bili pobudniki dobrodelne akcije Pomagajmo junakom v času krize in so v času krize, bom rekel, speljali tudi ta dobrodelni projekt. Izredno ponosni smo bili vsa ta leta, ker smo res uspešno razvijali to našo zgodbo, saj v bistvu pri 62 milijonih prometa, koliko smo ga ustvarili leta 2019, nam je 85% predstavljala oskrba gostinstva in dejansko smo se razširili po celi Sloveniji in res smo bili ponosni na ta del. Moram reči pa, prišel je 15. marec, ko se je trg zaprl, ko smo mi čez noč ostali brez trga, brez kupcev. Dejansko ljudje so trkali na vrata, kaj bo z nami, kako naprej. In seveda smo se usedli skupaj z entuzijastično ekipo, s timom, dali glave skupaj in smo rekli, ne bomo obupali. Čez noč, praktično čez en dober vikend smo sprogramirali spletno prodajo, ker smo pričeli s ponudbo programa živil in pa pač praktično vse za potrebe gostinstva in moram reči, da smo bili res izredno uspešni. Sicer mogoče v tistem momentu ni bilo najbolj idealno organizirano, vendar za nas življenjsko pomembno. Memorandum Vladi Republike Slovenije zajema 10 bistvenih točk, od katerih je bila večina pač že v teh panelih zdaj omenjena. Gre predvsem za to, da podjetja, ki so bila uspešna, ki so nekako prebrodila tole krizo in ki jo optimistično nameravajo prebroditi tudi še v prihodnjih letih, naj ne bi vračala subvencij, ker bo sicer to pomenil velik izziv in mogoče tudi prevelik strošek in likvidnostne težave. Vsekakor je zelo pomembna točka, da je treba poenostaviti načine glede zmanjšanja oziroma povečanja števila zaposlenih zaradi tega, ker fleksibilnost trga dela zelo močno vpliva na uspešnost podjetij.
Turizem je bil večkrat danes omenjen, tako da kaj podrobno ne bi razlagala, ampak ob turizmu niso samo turistične agencije, tukaj so prevozniki, vodiči, vodniki, tukaj so dobavitelji le tej panogi, tako da je dejansko velik del gospodarstva prikrajšan zaradi tega, ker turizem kot tak stoji. Naslednja točka, na katero smo dali kar nekaj poudarka, je to, da je nujno, da se subvencionira vsa zaščitna oprema in stroški testiranja, glede na to, da je pač to pogoj, da ostanemo zdravi in da gospodarstvo funkcionira. Razmisliti je treba o pogojih, kako bi se lokali vsaj delno odprli, kako pač lahko čim bolj povečajo svojo ponudbo ob upoštevanju ukrepov, zaradi tega, da tudi ta del panoge, ki se tudi na nek način povezuje z turizmom, ne zastane preveč, ker bo sicer nemogoče odpraviti posledice. Tukaj imamo tudi naše trgovce, male trgovce, ki niso izenačeni, niso enakopravni v državi z ostalimi, bencinski servisi so tudi trgovci in so drugače tretirani, tako da na tem področju je potrebno dobiti neko enakopravno obravnavo. Vsekakor si vsi podjetniki želijo nekega bolj predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja, tako da bi bilo potrebno nekako doreči pravila na daljši rok, bolj stabilna zaradi tega, ker predvsem manjša podjetja zelo težko spremljajo hitro spreminjajočo se zakonodajo, ji težko sledijo in se včasih v tem lahko tudi zgodi kakšna napaka, ostane kakšen strah, tako da bo treba na tem področju nekaj doreči, bolj stabilnega. Samostojnim podjetnikom in malim zavarovalnim posrednikom bi bilo potrebno zagotoviti tudi nekaj subvencij za njihovo delovanje, oni so bili zdaj izvzeti iz teh paketov. 9. točka se nanaša in jo pojasnjujemo, zajema pa predvsem dostopnost do brezplačnih testiranj in pa do prednostne obravnave, ker tiste dejavnosti, kjer je predpisana obveznost testiranja, je potrebno tudi zagotoviti, da se bo to lahko realiziralo v normalnem času, da se optimizira porabljen čas. In pa med prednostne skupine za cepljenje bi bilo treba pač uvrstiti, pregledati te prioritete in med nje vsekakor uvrstiti tudi izvajalce, ki se ukvarjajo z dezinfekcijo, deratizacijo in dezinfekcijo, saj so to bistvene storitve, ki na nacionalni ravni prispevajo k omejevanju širjenja epidemije in preprečevanju tudi drugih bolezni, tako da jih moramo zaščititi, ker je to v dobrobit nas vseh. Posebej bi seveda še sama čestitala Kmetijski zadrugi Metlika glede priznanja Pomladni veter in pa seveda opozorila na dve zadeve ob koncu konference. Seveda podjetniki po podatkih Gospodarske zbornice kar 39% podjetnikov naj bi vračalo sredstva. Danes bo šel seveda dopis tudi na MGRT, na ministrstvo, da bi bili ti pogoji vseeno rekla ohlapnejši, seveda ne čisto za vse podjetnike, ker so to vendar evropska sredstva. Poudarila bi pa, da je potrebno izenačiti pogoje, če se zapira podjetja, ne da so samo velika podjetja odprta, ampak tudi podjetniki, predvsem ta gostinski sektor je zelo prizadet, tako da tukaj rabimo veliko rekla podpore vlade in seveda to lepo opisuje naš memorandum. Jaz upam, da se drugo leto srečamo v živo, čeprav smo se že navadili na te digitalne konference, vendar pogrešamo vas, podjetnike, da se drugo leto srečamo v živo.